Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dragi prijatelji Svete dežele. V februarski oddaji Bili smo, ki jo ustvarjamo skupaj z Društvom prijateljev Svete dežele, vam bomo kot prvi v Sloveniji predstavili projekt Vitraja Brezjanske Marije, ki potuje v Nazaret. Projekt organizira Slovenski komisariat za Sveto deželo v sodelovanju s frančiškanskim samostanom na Brezjah, kustosom Svete dežele ter baziliko Marijinega oznanjenja v Nazaretu, in sicer gre za edinstven in nadvse pomemben dogodek za Slovenijo in Slovence, ki nas bo še tesneje povezal z našimi krščanskimi koreninami v Sveti deželi. Kot prvo smo obiskali frančiškanski samostan na Brezjah, kjer nas je gvardijan pater dr. Robert Bahčič nagovoril s temi besedami. Dobrodošli pri Mariji Pomagaj na Brezjah, pred njeno milostno podobo. In prav ta podoba Marije Pomagaj je najbolj znana vsem Slovencem doma in po tujini. In prav zaradi tega, ko so ljudje morali oditi iz domovine, so vzeli s sabo vsaj eno podobico Marije Pomagaj, se ji priporočili, ji izročili, da bi jih varovala na vseh teh poteh. In prav zaradi tega srečamo podobo Marije Pomagaj po vsem svetu, na vseh kontinentih. Tako lahko rečemo pod zemljo, v Avstraliji, v Kuberpidiju se nahaja ta podoba in tudi v vesolju je bila Marijina podoba, kajti astronaut Jenny Leninger jo je ponesel skupaj s slovensko zastavo v vesolje in od zgoraj je gledal tudi na našo domovino, in ko je prišel domov, se je prišel tudi k Mariji Pomagaj zahvaliti za srečno vrnitev. Tako tudi drugi, mnogi Slovenci prihajajo in se zahvaljujejo pred to milostno podobo za vse, kar so v življenju prejeli, in seveda prinašajo tudi prošnje. In tudi danes smo tukaj, da se Mariji Pomagaj zahvalimo, kajti Bog po njej dela velike reči za vsakega izmed nas. In to je tisto naše veliko upanje in tudi tolažba, ko pridemo k njej, ko pokleknemo, lahko smo v tišini, v molitvi, pa potem odhajamo domov napolnjeni z novo močjo, milostjo in blagoslovom. No, tako smo gvardijana brezjanskega samostana, patra Roberta Bahčiča, skupaj s slovenskim komisarjem za Sveto deželo, patrom Petrom Lavrihom, v prečudoviti kapeli frančiškanskega samostana na Brezjah povprašali o tem, kako je prišlo do ideje izdelave vitraja Brezjanske Matere Božje, ki bo krasila odprtino v baziliki Marijinega oznanjenja v Nazaretu. Me zelo veseli, da smo se lahko zbrali tukaj v kapeli frančiškanskega samostana na Brezjah. Pater Robert, pater Peter, lepo pozdravljena. Lepo je, ja, seveda. Dober dan želim. Na začetku smo predstavili brezjansko podobo Matere Božje, kaj ta podoba pomeni in predstavlja. Sedaj pa bomo predstavili zgodbo, ki se je rodila dobre 2 leti nazaj, in sicer v Izraelu. Pater Robert, kako je prišlo do te povezave s kustosom Svete dežele, patrom Frančeskom Patonom? Kustos Svete dežele, lahko rečem, je moj velik prijatelj, saj sva v Rimu skupaj študirala. Potem, ko sem bil tudi na generalni hiši, kot gvardijan je velikokrat prihajal in smo že tam sodelovala na raznih projektih. In potem, ko je bil imenovan za kustosa Svete dežele, me to še bolj razveselilo. Ampak
voščila sva si, v stiki sva ostala in potem, ko je prišla pa ta ideja s patrom Petrom, ki Sveto deželo najbolj pozna, že skoraj 35 let ali koliko hodiš dol. Drugo leto bo obletnica, 35 let. In smo se enkrat pogovarjali v Ljubljani, ker je on prinesel pač idejo, da tam postavljajo barvna okna, vitraje, in smo se pogovarjali, kaj bi naredili tudi mi. Ker ni veliko oken, mislim, da je 6 ali 7, zelo malo in bodo hitro razdeljena. In kdor prvi pride, pač prvi dobi ali pa ne. In tako on pravi, ja, kaj če bi nekaj naredili, se je porodilo potem ideja, da bi dali Marijo Pomagaj, da bo res en slovenski simbol, ko bo romar prišel tja, da bo takoj vedel, aha, to je pa naše. In potem sem ga sprašal, kustosa, kaj naj naredimo, je lepo napisal, poglej, sedaj decembra imamo definitorij, srečanje, napiši prošnjo in ti bom sporočil. Mi da smo imela pa že karte kupljene, zagotovljene januarja 2020, da greva dol, da si ogledava, kje to bo. In potem sredi decembra je prišel odgovor, ja, boste imeli svoje okno, naredite dobro izmere in se vidimo v Sveti deželi. In tako sva šla potem za praznik Svetih treh kraljev dol, kar je bilo še res posebno doživetje zame, ki nisem bil velikokrat dol, še posebej za patra Petra, ki je bil tolikokrat dol, ampak je vedno kaj novega doživel. Tako. Pater Peter, kako se spominjate tistega potovanja 2 leti nazaj? Vsekakor moram reči, jaz sem dobesedno v tej misli najprej Roberta naprej porinil, ker on je prva fronta, ker je tako blizu kustosu, jaz si nisem upal sam pred kustosa s to prošnjo ali pa s to idejo priditi, zato sem rekel, Robert, daj ti. In je tako izpadlo. Gotovo se je znano že, da imamo Slovenci tam eno podobo, v mozaik Kregarjev, ampak to je poudarek na slovenstvu, na nacionalni podobi Marije Pomagaj, ki je gotovo najbolj prepoznavna. In v tej sreči se je tudi to mesto potem našlo med temi možnimi okni, ki so tam ostali prazni v tem obzidju okrog bazilike v Nazaretu. Seveda, vmes je nastalo nacionalnih podob Marije, nimam preštetih, verjetno najbrž kje piše, koliko jih je. Ampak Italijani recimo so podvojili, pomnožili svoje podobe iz vseh koncev Italije, drugače pa tile narodi, ki so v vzhodu, ali pa celo recimo Ukrajina, Litva, imajo pa eno podobo, da predstavljajo svojo Marijo, svojo podobo, kakor jo častijo v domači deželi. Pater Robert, v naši oddaji imamo nekako navado sedaj, da vabimo naše gledalce na romanja, predvsem z Društvom prijateljev Svete dežele. Ste se vi tudi že udeležili kakšnega takšnega romanja? Kaj bi rekli našim gledalcem, zakaj bi bilo potrebno spet oživeti to, podati se na pot, kakšen romarski kraj obiskati, se priporočiti, naprimer Mariji v Nazaretu? Leta 1991 sem šel prvič v Sveto deželo s patrom Petrom in to je bilo ravno po končanem mojem študiju. In ko sem bil prvič v Sveti deželi, ko sem si pač to ogledal pod vodstvom patra Petra, me je prešinilo tako, sem rekel, zakaj nisem šel že prej? Vse to, kar sem se naučil v teh 5 letih, moram sedaj obrniti vse na glavo. Ker pač človek, ko bere svetopismo, ko se uči, ima eno svojo predstavo, podobo. In ko prideš pa dol, pa vidiš, da je pa le malo drugače. Si pri izviru. In druga stvar, kar me je nagovorila to, ker so vsi govorili za patra Petra, se on to veselo pripoveduje, vodi, a ne. Vprašanje pa, koliko se pripravi, a ne. To bi pač tisto, kar sem pač slišal, a ne. Ampak potem so bila pa skupaj v sobi in sem ga videl, kako on zvečer še čez polnoč bral, se je pripravljal za drug dan,
sem rekel, poglej, pa ne ni res tisto, kar so ljudje govorili, ne? Ampak on se res dejansko pripravi, da bo povedal tisto, kar je bistvo, in od takrat naprej ga gledam z drugimi očmi, kot tistega, ki vodi ta romanja. In tudi nazadnje, ko so bila pred 2 letoma dol, lahko samo rečem, hvala Bogu, da ga imamo, da s takim veseljem vodi romarje, in zato so vedno vsi dobrodošli in upamo, da se bo kmalu sezona romanj odprla, tako da bo lahko zopet pokazal tisto, kar je bistvo za našo vero, kjer je Jezus hodil, delal, in veliko se vedno najde kakšnih novih stvari. To bo Peter najbolj vedel. Sam pa vedno rečem, imamo tudi v Sloveniji doma naša svetišča, tako da že tukaj se ljudje lahko naužijejo tistega srečanja z Marijo. In če gremo v Nazaret, je pa prav lepo tisto srečanje, ko človek pride ob 12. uri tja v baziliko, ker frančiškani res slovesno obhajajo tisto angelovo češčenje ob 12. uri, da se zapoje, da se zmoli in da se spomni tistega bistvenega dogodka, ko se Jezus res učloveči in pride med nas. Pater Peter, pred dobrim mesecem dni, decembra, sva govorila o tem, da še trenutno romanje v Sveto deželo ne potekajo. Je sedaj že kaj drugače? Oni pravijo, Izraelci, komisija ali odločitev, ravno kar bo, samo še malo. Vendar mi smo še vedno v rdečem, kot so ti zemljevidi, ne rdeče obarvani, in Izrael še ne sprejema z rdečih con. Čeprav, kakor pa imamo kontakte z veleposlanikom na Dunaju, pravi, Slovenija je na našem zemljevidu oranžno obarvana. Tako da tole noter so še špranje, za katere upamo, da se bodo v resnici sprostile zdaj. Tako da zdaj naše romanje v mesecu februarju je romanje v Staro zavezo, v Egipt pa Jordanijo, brez Izraela, tako da vsaj nekaj se premakne. V naslednjem mesecu se pa z našimi velikimi upi pričakuje, da bo. Da pa bo že otvoritev ponovno. Tako. Torej, danes smo se zbrali tukaj predvsem, da napovemo ta veličasten dogodek vitraja, ki bo pripotoval v baziliko v Nazaretu. Tamle so frančiškani, prav tako gre za za vašo cerkev. Nam lahko kaj poveste o cerkvi v Nazaretu, na katerem mestu stoji, da vemo, kam ta vitraj potuje? Ta cerkev stoji prav na kraju, kjer se je to zgodilo, in to že 5. cerkev. Zanimivo je ravno za Nazaret to, da se niso kraji ali pa verjetnost dogodka spreminjala. Vedno isti kraj. Tako da Votlina, ki jo imenujemo Oznanjenja, ima že prvo češčenje na kraju že iz 2. stoletja. Imamo noter v muzeju še en zapis, tukaj se časti Hajre Marija, Ave Marije piše na tisti ploščici, ki je gotovo ena izmed vernih zgodovinskih dokazov. Šele ob letu 50, ko so za to 5. cerkev izkopavali, se je to našlo med temi, recimo, ruševinami ali pa dokumenti. Potem imamo bizantinsko dobo. V tej dobi je bila že cerkev, če tako zdaj predstavimo, Votlina, in zraven že cerkev bizantinska. Pomeni, ta je trajala vse do muslimanov, ki so prišli tja. Seveda oni potem poderejo, porušijo, potem pridejo križarji. Križarji zgradijo, če zdaj imamo dimenzije te cerkve današnje, če jo imamo v mislih, potem so zgradili še približno 4 metre daljšo križarji. Vse do tistega stanja zgradbe, ko bi postavili še znane kapitele pred Marijino Votlino, takrat je pa Bajbars zmagal, križarji propadli pri Hatimu in rušijo. Cerkev, ko še ni do zadnje točke narejena, se ruši.
In takrat seveda iz tega pride pa nova zgodba, ko so pa kristjani, ki so bili navzoči, so rekli, zdaj je pa konec vsega Nazareta, poberemo ruševine, kamne od Marijine hiše in jih peljemo na tla papeške države. In od tu naprej govorimo mi že o Loretu. Ko so pripeljali kamne, ko so tam naredili v Loretu kar na plac, na cesti, eno kapelco, ki je spominjala na Nazaret. In se je zdaj romarski tok obrnil, nič več križarske dobe in začnemo romati v Loreto, ki se je potem par stoletjih razširil po celi Evropi. Poglejmo samo praški Loreto, potem Loreto na Koroškem, potem še celo naše cerkve imajo, Trojica ima Loretsko kapelo, ima Maribor tudi, Trojica ima, potem frančiškanska v Ljubljani, Loretska kapela in to je zdaj pomeni, Nazareta ni za nas več, ker ne more, ker ga muslimani zajamejo, smo pa z vernimi kamni iz Marijine hiše v Nazaretu dobili kapelco in je to prisotnost. In potem se zgodovina spet naprej obrne in potem, ko je vse to porušeno, imamo pa fratre naše, ki so že v Jeruzalemu, imajo vedno eno oko, kaj pa če bo Nazaret enkrat možno stopiti v ta muslimanski svet in potem imamo enega gospodarja muslimanskega v Nazaretu, mislim, da je bil Kurd. On je pa dopustil, da fratri pridejo na te ruševine in da tam lahko tudi molijo, če hočejo. In fratri takoj postavijo eno cerkvico, ampak zato se pa rabi mnogo dovoljen, da se lahko eno kapelco postavi tako skromno. In zdaj zgodba je še bolj zanimiva. In muslimani gredo na hač, to je pa romanje v Meko, ki je trajalo, tako se govori, 2 mesecih. In fratri zvejo, da gredo, so pa rekli, a bi mi lahko takrat, ko vi greste, ko ne boste videli, da se kaj spreminja v Nazaretu, bi pa mi eno cerkvico postavili. So rekli, če pa mi ne vidimo, pa dajte, ko nas ne bo. In zdaj seveda zgodbice se še malo razširi, so jih patri še podprli, malo z stvarmi za romarske potrebe, da srečno potujte na svoj hač v Meko. In ko nazaj pridejo, je bila ena taka skromna cerkvica spet na mesto, kjer je bila Marijina hišica, taka skromna, kot so naše recimo slovenske podružnice po hribčkih. Ne. In ta cerkvica je dočakala tamle leto 1940. V tem, ko je bila, takrat je bila pa seveda Anglija še tukaj gospodar, potem se zgodi, da je nastal Izrael in je Izrael zavladal v tej deželi in potem so začeli pa pripravljati vsi narodi. Namreč na drugem Vatikanskem koncilu je bila predstavljena tudi ta gradnja, ki se dela v Nazaretu in takrat je dejansko cel svet podprl gradnjo današnje bazilike, ki je pa 5. po vrsti. Vendar vedno isto mesto. Krasno. Čudovito. Ja. In kako je potem prišlo do teh Marijinih podob, do te zamisli in tudi ob tem lahko omenimo, da Slovenija že ima eno izmed naših mozaikov? Točnega odgovora na to vprašanje nimam. Kdaj se je začelo? Vsekakor leta 1968 je bila dokončno dograjena z tudi mozaiki in tukaj gre za en obod ali obzidje okrog dvorišča cerkve in na tisto so začeli kar po tistem kmalu že različni narodi, gotovo Italijani prvi, obešati svoje podobe, ali so bile mozaične ali so bile kakšne druge in tako da se je to začelo, zdaj pravim, vsekakor po letu 1968. In naša slovenska je bila pa že 1975, 15. februarja postavljena. To je pa spet ena zgodba. Namreč ta zgodba je bila, začela se je na Dunaju, neki gospod Babnik, ne vem več o njem, ki je organiziral Slovence za mejstvo, da bi romali v Sveto deželo, v domovini so pa tudi pripravili romanje v Sveto deželo pod vodstvom škofa Leniča. Zraven je bil še gospod Roman Kavčič in kanonik Franci Vrhunc, ki je bil takrat, mislim, da v tajništvu škofovskem. Tako da jaz imam od njiju in od Leniča imam to zgodbo, to poročilo,
Ko so zbrali se, to je bilo več avtobusov, zbrali so se v Avstriji in zbrali so se v Sloveniji, romajo v Sveto deželo, Udba je pa zapretila. Ker je bil načrt, da bi napravili eno podobo, je pa zapretila. Vi ne smete tam ničesar naročiti, da bi vam tujci naredili. Kar boste doma, neste seboj in postavite tam. In tako je bil potem izbran Kregar, da je v mozaični obliki podobo kraljica Slovencev, Marija, kraljica Slovencev, mislim, da piše. In tam je dal zraven. Je dal Marijo z detetom, spodaj Cirila in Metoda, slovanska apostola in pa še nekaj okraskov okrog. Tako da to je ostalo na enem lepem kraju. Udba je pa dala, rabim besedo izrecno Udba, je pa dala svoje kao špicle, da so nadzorovali. Cilj je bil, da Slovenci iz tujine, Slovenci iz domovine ne smejo skupaj priti, da se ne bi kakšne stvari zgodile. In so skrbeli in so se celo izdajali v skupinah, kjer so bili razporejeni za duhovnike. In so kar, ko je bilo maševanje so kar zraven se prisilili. Duhovniki pa, odkud je pa ta? Saj se poznamo. Ta pa ni. In na koncu so se razkrinkali, da je to bila ena taka močna zarota. Tako da je bila ta podoba Kregarjeva dvakrat blagoslovljena. Enkrat so strani slovenskih romarjev s škofom Mleničem, na drugi strani pa potem od zamejcev iz zameja Slovenije. Tako da ta zgodba je za zgodovino. Ja, zelo zgodovinska in tudi pomembnost tega samega dogodka opisuje prav to, kar ste sedaj povedali. In tudi ta dogodek, ki ga pa mi sedaj nekako smo seznanili našo javnost z njim, je pa prav tako pomemben, še posebej za Brezje. Brezje bo posebej zažarelo s to prečudovito Marijino podobo v Nazaretu. Ja, želeli smo si, to kot sem že rekel, da naj bo nekaj takšnega, ko pride slovenski romar v Nazaret, da bo videl, to je moje, to je naše. Zato smo se odločili vsi skupaj, da damo brezjansko Marijo. Saj smo se pogovarjali, da bi mogoče dali več naših Marij iz teh svetišč, ampak potem bi bilo prenabito, vse skupaj težko izvedljivo, ampak ko pa vidiš eno tako lepo, jasno stvar, je pa res Marija Pomagaj, ki je tudi kraljica Slovencev, ki povezuje vse Slovence po svetu. Tako da bo res ta vitraj res čudovit dol in da bo prispeval tudi k dodatni lepoti tega svetišča. In kako je prišlo do izbire mojstra Čemažarja? Njega bomo tudi malce kasneje obiskali, predstavil nam bo, kako so nastajale skice, idejna zasnova, kako poteka izdelava. Ja, jaz sem se obrnil vstaj na 3 mojstre in smo se pač pogovarjali. In sem pač prosil, da pač vsak nekaj pripravi, ampak potem odgovorov nisem dobil, razen od gospoda Lojzeta. On je dejansko že v roku 8 mesecev je prinesel skico. Z njim se je pogovarjal tudi gospod Suhadolc, arhitekt, tako da sta skupaj nekako načrtovala, glede na vse tiste mere, ki smo jih izmerili dol, ki smo jih prinesli domov. Čeprav bi morali iti dol še enkrat pa meriti točno, ampak so si toliko arhitekti pustili vmesnega prostora, če kakšne mere niso ravno tako, da bodo pač temu prilagodili potem tudi ustavitev tega okna. Tako da gospod Suhadolc je veliko sodeloval tukaj z gospodom Lojzetom in potem tudi s Pasarjem, da so vse tako primerno naredili tisti podobi, ki jo je gospod Lojze izrisal. Tako da, ko sem pač pokazal tudi drugim, smo bili zadovoljni, navdušeni, da res v središče postavil Marijo, da se res vidi, potem pa te okraski, ki so okrog, ki jo spremljajo. In on je s temi stvarmi veliko delal, tako da mislim, da je pravi mojster in tudi živi iz tega krščanskega izročila. Marija mu veliko pomeni, velikokrat pridejo tudi k Mariji Pomagaj na Brezje, tako da mislim, da nam je Bog poslal tudi njega, da bo to res iz pravih rok narejeno. In kako bo podoba potovala
v Izrael, v Nazaret, bodo tudi bili avtobusi, ki jo bodo spremljali, bo kakšna posebna. Zdaj se še morda ne ve toliko, ker še vse je odprto terminsko, seveda zaradi situacije, ki je, ampak... Ja. 3 variante ima, po zraku, po zemlji ali pa po vodi. Zdaj, glede na to, da so bili pred dobrimi 100 leti, romarji iz Slovenije pod Jegličevim vodstvom so romali po vodi, pomeni z ladjo iz Trsta v Jafo, pomeni, da so romali iz Avstrije v Turčijo, takrat. Te dežele so se spremenile in zdaj romamo iz Slovenije v Izrael, samo ladje še vedno pride prav, če bo. Potem druga varianta je zrak, kar je praksa v novem času, je pa tudi po tleh, po suhem bi se prišlo. Problem je najbrž zaenkrat še Sirija. Lahko bi se pa tudi tako zgodilo, kot se je ravno gospod kanonik Vrhunc odpravil v Sveto deželo s Fičotom leta 1964 in je prišel tja. Skozi po suhem. Tako da variant je mnogo. Izbira bo pa še prišla na vrsto. Tako. No in tako kot je Nazaret in Marijina hiša iz Nazareta potovala po celem svetu, kot Loreto, kot kapele Loreta, ki jih najdemo, tako sedaj nekako Marija spet potuje nazaj v Nazaret, po podobah iz različnih koncev sveta. Ne? Kakšno bi sedaj nekako zaključimo ta naš pogovor, potem pa se bomo preselili še k torej mojstru Alojziju Čemažarju v Ljubljano. Kaj bo Marija sporočala našim Slovencem? Vse nekako smo že omenili, ampak vseeno prav ta Marijina podoba in kakšno sporočilo želimo s tem dati Izraelu? Bi se rad spomnil na dogodek leta 1999, marca meseca, ko sem bil v Loretu. Takrat so pripeljali v naravni velikosti Marijin kip iz Palestine, iz Nazareta, in pride v Loreto in takrat je loreški škof izpred oltarja, ko so je pripeljali, ker je 160 kilogramov težka bila. In je zakričal od oltarja: Benvenuta nel casa sua. Kako? Smo rekli, kako? Se vemo, ki je njena kaza, njena hiša. In potem se je začela pravzaprav ta zgodba o Loreta šele takrat v detajlih razvijati. Ko sem to doživel, ta pozdrav škofa, Marijo pozdravlja v svoji hiši. Zdaj, kakšno sporočilo bo Izraelu, kristijanom v Izraelu? Ja, bo eno podobo več, bodo rekli, ne? Bodo mogoče tudi prepoznali v tej podobi tudi nas Slovence, čeprav smo kar pridni romarji, recimo do covida, smo bili pridni, ni kaj reči. Jaz mislim, da je to pozitivno, ker v Izraelu je krščanska skupnost majhna. Govorimo o 2% kristijanov, ampak ti kristijani so arabskega rodu. Samo malo je judov, da bi bili kristijani. V glavni so Arabci, ki so državljani Izraela v večini ali pa na palestinskem področju, ker so pa Palestinci, ampak vsi so kristijani. Tako da to za Nazaret bo gotovo pomenilo polepšanje svetišča svetosti. Tako da to za Palestino bi bilo mogoče bolje, če bi mi kakšno drugo podobo, Jezuščka recimo, peljali v Betlehem. Tako da Palestinci, kristijani iz Palestine v Nazaret manj romajo. Medtem ko v Jeruzalem za praznike, kot so božični ali pa velikonočni, imajo dovoljenje, da stopajo v Izrael lahko tudi če niso delavci v Izraelu. Recimo cvetna nedelja se lahko vsi tam udeležijo. To so njihove medsebojni odnosi in relacije. Tako. No, potem pa se vam najlepše zahvaljujem za današnji pogovor. Upam, da bom tudi naša televizija imela priložnost v živo posneti ta vitraj, ko bo na svojem čudovitem mestu krasil in prinesel tudi naša srca, naš Slovencev v Nazaret k Mariji. Sicer pa želim čim bolj uspešno, torej da bo izvedba čim bolj uspešna, da bo tudi potovanje čim bolj uspešno in na kakšni drugi priložnosti se še bomo srečali. Seveda, in vsi gledalci so povabljeni, da se pridružijo takratnemu romanju, ki bo moralo biti slovesno. Ampak potrebno bo še pa potrkati na srca dobrotnikov, ker bodo vsi ti postopki potrebovali tudi svojo
finančno utemeljitev, tako bomo začeli zdaj počasi odpirati tudi ta predalček, kamor se bodo zbirali darovi in počasi se bodo verjetno povečali, tako da bomo lahko tudi te stroške, ki bodo nastali sigurno, jih bo treba poravnati. Tako da bomo že zdaj vabili srca, naj se odpirajo. No, tudi preko naše televizije, preko naše oddaje Bili smo, bomo vam tukaj pristopili na pomoč in čim bo ta predalček odprt, povabili, da se daruje po najboljši zmožnosti vsakega, ki bi želel. Se vam najlepše zahvaljujem, da smo lahko bila z mojim snemalcem danes gosta pri vas in hvala Brezjanski Mariji, da nas je tako lepo povezala. Tako, tudi hvala vam za prihod in vse. Kot je bilo rečeno, smo se odpravili tudi v studio akademskega slikarja Lojzeta Čemažarja. Je eden najvidnejših sodobnih cerkvenih slikarjev na Slovenskem. Njegov slog zaznamujeta asketska figuralika in v simbolnem jeziku interpretirana tradicionalna krščanska motivika. Čemažarjeva izredno obsežna likovna produkcija nastaja v širokem spektru različnih tehnik: freske, tabelne slike, vitraji, grafiti, ilustracije in risbe. Velik del slikarskega opusa zavzema sakralna motivika, pri čemer je osrednji poudarek na figuraliki in tradicionalni krščanski ikonografiji, posebno mesto pa zavzemata svetloba in z njo povezana simbolika. Ustvaril je več obsežnih monumentalnih poslikav s sakralno motiviko. Poslikavo oltarne stene v stolnici v Beogradu, monumentalno fresko Zadnje večerje v župnijski cerkvi v Dornbergu, na Mirenskem gradu postaje Križevega pota, na Braniku kapelica v Steskah, v Idriji podružnično cerkev Žalostne Matere Božje ter v Mengšu dom Svete Katarine. Septembra 1996 je bila v sklopu mednarodnega simpozija o interpretaciji Svetega pisma v Cankarjevem domu v Ljubljani organizirana tudi njegova svetopisemska razstava. 1996 je naslikal križ, olje na platnu, za protokolarno darilo papežu Janezu Pavlu II. Ob njegovem obisku Slovenije. Svoja dela je večkrat predstavil tudi v pisani besedi. Tako na primer freske zunanje kapele romarske cerkve na Kureščku ali pa cikel Pot luči v knjižici Za ostalim gospodom. Izdelal je več vitrajev, med drugim v Idriji, Trbovljah, Grosupljem in Spodnji Polskavi. Obiskali smo ga na njegovem domu, kjer sta nam z njegovim sinom predstavila idejni načrt, izvedbeni načrt, načrt za kovinsko konstrukcijo vitraja ter že izvedeno kovinsko konstrukcijo. Jeseni 2019 sem bil s strani patra Gvardijana, doktorja Roberta Bahčiča povabljen k razmišljanju o zasnovi vitraja za Sveto deželo, za svetišče v Nazaretu, Marijino svetišče v Nazaretu. No, takrat sem dobil tudi posnetke, ki naj bi se vitraj, to barvno okno, po slovenskem včasih rečemo tudi slikano okno, slikano steklo, postavil pred. No, seveda, ker gre za Marijino svetišče in ker gre v tistem sklopu, v katerem bi bila tudi ta podoba Brezjanske Marije Pomagaj,
Gre seveda za podobe Marije z različnimi ikonografskimi motivi. No, kot rečeno, gre v našem primeru za podobo brezjanske Marije. Marije Pomagaj, Lajerjeve podobe, ki je pa bila seveda napravljena v tehniki oljnega slikarstva. Se pravi, na nek način sem bil pred nalogo, da se tehnika barvnega okna pa tehnika originalne podobe, ki je v olju, nekako povežeta, združita. Kaj hočem reči? Predvsem to, da oljna slika po svojem izrazu, po svojem načinu nastajanja ni enaka, kot je barvno okno. Odločil sem se, da napravim čim bolj verno repliko. Se pravi, ne gre za kopijo, ker če bi delal kopijo, bi moral uporabljati enake materiale, enak postopek, kot ga je uporabil Leopold Lajer pri brezjanski podobi Marije Pomagaj. Tukaj pa imamo material povsem drug, barvno steklo, ki je pa precej vezano seveda tudi na učinek svetlobe. Ker ta podoba se postavlja v okensko odprtino, ponoči je praktično ne vidimo, podnevi pa skozi ta stekla proseva sončna svetloba in ustvarja podobo, ki je morda iz trenutka v trenutek nekoliko drugačna. Zakaj? Ker tudi svetloba se spreminja, sonce zjutraj vzhaja, zvečer zahaja, vmes imamo pa sončno, deževno ali kakršnokoli že vreme in se ta učinek svetlobe malo spreminja. Vendar je v vsakem primeru, samo da je svetloba, učinek svetlobe odločujoč. Odločujoč in s pomočjo svetlobe, ki proseva skozi to barvno kompozicijo stekel različnih barv, koščkov, ustvarja potem neko estetsko podobo in v človeku estetsko občutje, ugodje, kakorkoli že. Vsekakor gre za izraz, katerega postopek je drugačen kot pri recimo oljnem ali pa zidnem slikarstvu. No, zdaj gremo pa k samemu motivu. Potem, ko sem skušal to podobo brezjanske Marije, njen lik z otrokom v naročju Jezusom vključiti v to okno, ki je razmeroma veliko, 3,11 metra visoko, sem se odločil, da napravim za osrednji motiv obliko medaljona, okrogle podobe, ki je nekoliko mehkejša v odnosu do te odprtine, ki je najbolj podobna trapecu. No in potem sem ustavil ta krog v eno optimalno središče in na eno optimalno mesto, da bi potem tudi na samem kraju bila podoba nekako v očišču gledalca. V višini očišča, tam nekje med 150, 170 do 200 centimetrov bi imeli tudi središče te slike. Tako da
da ima gledalec zmeraj res pred seboj predvsem to podobo. Drugo, kar pa je na Brezjah, je pa okvir slike, sedanji okvir slike, ki je bil narejen seveda sicer v 20. stoletju, ampak na precej baročen način. Gre za okrasje akantovih listov, izrezlanih iz lipovine in potem ustrezno pripravljenih za zlatenje. In to je en silno bogat okvir, ne. Zdaj je bilo pa treba pa tukaj v oknu pa nekaj, eno ravnotežje ali pa en odgovor tudi na to narediti, ne. Zato pa ni bilo potrebno narediti neke replike te iz podobe, ampak sem skušal v tej tehniki in v tej maniri nastajanja te slike ustvariti ozračje, okolje, ki nekako podpira osrednji motiv. No, in spomnim se, da ko sem študiral, sem imel eno naročilo pri doktorju Primožu Kuretu, ki je napravil eno večjo študijo o glasbenih inštrumentih na slovenskih srednjeveških freskah. No, in za tisto knjigo sem tudi iz teh fragmentov fresk in črno-belih fotografij potem napravil nekaj risb teh srednjeveških inštrumentov. In potem sem videl, da je ta motiv angelov za inštrumenti bil v srednjem veku kar precej prisoten in se je tudi potem v kasnejših obdobjih na zidnem slikarstvu tudi večkrat pojavljal na naših tleh. In sem si rekel, to je precej na nek način izvira tudi na našem ozemlju in sem se potem odločil, da bi bilo, nekako spoznal, da bi bil ta motiv angelov okrog kar dosti primeren. In zato sem potem upodobil te angele, ki nekako podpirajo, nekako sooblikujejo to celotno kompozicijo. Spodaj sem naredil nekaj stiliziranega cvetja, tudi v belem. Zgor sem pa pri teh treh angelih, ki pojejo, in v središče postavil tudi simbol luči, ki ga nosi en nosilec luči, angel, ki nekako naznanja, da je po Mariji, ki je rodila Jezusa, prišla luč na svet. To se tudi tematsko zelo poveže samo tehniko, ker, kot sem že prej rekel, trajbarvno okno bistveno odvisno od dnevne svetlobe. In se tako, bi rekel, ta duhovni vidik tega sporočila, kakor potem tudi ta izvedbeni vidik močno povežeta. In potem sem nekako vzporedno napravil dva barvna osnutka. Tako dva barvna osnutka sem napravil in jih potem lansko leto v prvi polovici leta predložil v pregled, in so se odločili, naročnik se je odločil za to, da gremo v izvedbo tega dela. Potem je pa, potem, ko je bilo to delo z osnutkom, z motivom končano, je bilo pa treba pripraviti za nadaljnji postopek okvir, načrt za okvir. In potem sem naredil ta načrt za okvir. Na osnovi teh izmer, ki sem jih dobil, sem naredil za kovinarja načrt okvira, nosilca
te slikarske ali pa kompozicije v steklu. Namreč gre za to, da je ta površina prvič izpostavljena tudi vetru, ker gre za veliko odprtino. Drugič pa zato, ker je že sama podoba v materialnem smislu tudi kar težka, ne. Poleg tega gre za dvojno zasteklitev, za zunanjo kot eno zaščito, potem pa še za to izvedeno barvno okno, vitraj, tako da gre za precej težek, težji kar težko sliko, ne. No, in potem, ko sem ta načrt naredil z vsemi ustreznimi detajli, kako bo šlo to skupaj, na samem mestu se sestavljalo, ne, ker sestavljali bomo samo enkrat na kraju samem. Sicer bomo pa po delih to stvar nekako posredovali do Nazareta. In potem je bil napravljen ta okvir, ki je na osnovi okvira so se napravile šablone z lesnega materiala, ki so potem služile kot natančno izmerjeni formati, posamezni formati celote, ne. In potem sem prešel na risanje izvedbenega načrta, najprej seveda s svinčnikom, potem sem vse to iztuširal in v posamezna polja vpisal številko ustrezne barve, ki nekako temelji na tem osnutku, ampak moram reči, da potem v tej fazi imamo že steklo pred seboj, ne. Če je osnutek narejen v akvarelu, moram vendarle se odločiti za barvo, ki je razpoložljiva oziroma ki je v steklu, ne. Potem delam samo še z barvnim steklom, a ne, s posameznimi koščki, primerjam barve med seboj, po dveh koščkih, ne, nekako primerjam in vpišem ustrezno barvo v posamezno polje. No, potem je pa delo izvajalca, ki stekla potem ureže tudi na osnovi šablone teh okvirov, pa na osnovi izvedbenega načrta potem to dela. To stekla reže in brusi, sestavlja in potem v tehniki Tiffany ta stekla, te koščke poveže. Kar ni mogoče napraviti v tehniki Tiffany, recimo, ko gre za detajle, risba obraza, rok ali pa tudi kje pri draperijah, tem blagu, ne, se pa potem vriše s čopičem in ustrezno barvo, se nanese na posamezni kos in se potem daje peči, ne, zapeči v keramični peči, ne, v peči za keramiko ali pa steklo, in ta barva ali pa te linije ostanejo trdne, kompaktne, povezane s steklom. Potem, ko je nekaj časa taka risba izpostavljena v peči temperaturi približno 620 stopinj Celzija, in potem sledi še približno enodnevno hlajenje v peči, in potem je to pripravljeno, tudi taki deli pripravljeni za montažo oziroma za sestavo v tej tehniki Tiffany, v sami ploskvi, ne. In ko je potem posamezen kos tako sestavljen, končan, je pravzaprav že skoraj pripravljen za montažo, ne. Slika je pravzaprav sporočilo, neko
govorica, izraz, ki je uresničen na slikarski način. To ni literatura, ni poezija, pa vendarle gre za pripoved, pa tudi navsezadnje tudi za neko poezijo, ki mora iz tega v svoje precej prozaičnega dela preiti pravzaprav res neko pesnitev. In želim si predvsem to, da bi bila tam dostojno predstavljena ta podoba Marije Pomagaj z Brezij, med Slovenci najbolj znana, saj se nahaja tudi v našem narodnem svetišču in bo ta podoba nekako predstavljala tudi našo deželo. Z tega stališča ne razmišljam toliko, kako bodo ljudje to občutili, ampak bolj čutim eno odgovornost, da bi s to možnostjo, ki nam jo nudi tehnika vitraja, tehnika slikanja na ta način v steklu, spregovorila, ne z besedo, ne. Njen učinek je estetski učinek, gre za učinke barve, črt, linij. In da bi to vzdušje, ki ga čutimo ob tej podobi, tudi v tej tehniki in tej velikosti, gre za veliko sliko, v tej velikosti nekako izražala tisto, kar je značilno tudi za Lajerjevo podobo, na drug način. Zato bo seveda najbolj zahtevni ta osrednji del, ko bo treba ta izraz, ki ga nosimo ob tej podobi, nekako tukaj uresničiti. Ja, in če bo to, bom vesel. Barvna stekla so obarvana že med proizvodnjo. Gre za manjše kose, ki so ročno izdelani, in sicer po tehnologiji, da steklo pihač napihne balon, ga razreže in potem razvalja v plošče. Zato tudi varira sama debelina stekla. Se vidi že tukaj, da ni povsod enaka debelina, ker gre pač za ročno valjeno steklo. Vse skupaj se prične z rezanjem stekla, vseh teh koščkov. Vsako steklo ima določeno barvo. Kosi se potem izrežejo. Najprej se izrežejo z nožem in ne lomijo, ker ni možno, vsak košček je potem tudi obrušen. Določenih oblik ni možno doseči z rezom in se potem obdelajo na brusilki, kar pa tehnično v tej tehniki ni možno izvesti, se pa potem poslika. Za brušenjem sledi uvijanje. Vsak kos uvit v bakren trak, potem pa sledi lotanje.
šole potem pride posamezen kos. Tako, za danes se od vas poslavljamo. Na naši televiziji bomo projekt še naprej spremljali in vas o vsem pravočasno obveščali. Mi pa se vidimo ponovno v mesecu marcu, ko bomo ekumensko romali na Hrvaško in v Srbijo. Do takrat pa vas naj spremlja varstvo in priprošnja zavetnice Slovencev Brezjanske Matere Božje. Jaz se vam zahvaljujem za vašo pozornost in naj vas spremlja Božji blagoslov na snidenje do prihodnjič.